Dame in gospodje, reporter Milan, sem spet na sledi resnice. Dejstvo je, da se indijska konoplja uporablja že tisoče let v zdravilne namene, da pa pri nas v Sloveniji nekako ni priznana, v naši uradni medicini morda nekoliko več v alternativni, ampak reporter Milan sem izvedel, da na kmetiji v bistvu nedaleč od Maribora, torej pri Krašičevih, gojijo doma indijsko konopljo in jo, seveda govorimo o industrijski konoplji, da ne bo slučajno kakšnih pomislekov, in jo uporabljajo zdravilne namene in še za živino. In tukaj ob meni je, lahko bi rekli, gazda doma, glavni gospod Jože Krašič. Dober dan, gospod Krašič. Dober dan. Torej, indijsko konopljo gojite doma že dolgo? Čujte, jaz sem to bil, ko sem bil gori na izleti, tu smo bili župnikom v Avstriji, pa vse posod, jaz sem tam videl, se to dela, pri nas smo fej zadi, država tak bolj ko mačeha na to gleda. Ja vam tak rekel, kadimo mi ne, da smo si takoj na jasnem, ker tu Vinko Rajonski je že 6-7 krat prišel, sral, hotel kosit, ne vem kaj zažgat, vse skup, komaj sem ga umiral, ko pa ga je vsekalo v koleni, pa smo namazal z oljem od konoplje, pa lahko popoldne že tu za Vilto še igral, ne, nogomet. Tako da vidite, sam videl, da tu ni heca, ker mi kadimo ne, to mi jaz prvi, cela familija ne kadi že 200 let. Mislim, od nazaj za 600 koleno. Hočem reči tak, jaz ne, če bi v lekarni kupili s 5500 ga zdrobili, pa kadili, bi vas isto vrglo kot trave, pa bilo škodljivo. Trava, tota, mislim, konoplja industrijska je zdravilo, samo treba je prav dozirati, pa prav nared vun, ker mi naredimo, mi imamo olje, maže, kreme, juhe, moko, biskvit, pa tak živo davamo tudi za jesti živini. Aha, zanimivo, gospod Krašič. No, povejte malo več dejansko, zakaj je vse dobra, zakaj vse uporabljate, ta biskvit, juho, mazila in tako naprej iz konoplje? Za vse. Jaz več drugačno jem kot tak, samo gledajte me, star sem že skoro 60, jaz vam rečem, po severne stene grem gor brez špage, če je treba. Mislim, se še nisem bil, ker cajta nimam. Zdaj pa vam jaz povem, tu hodijo ljudi razni, zdaj jaz reklame nekaj ne bi delal, ker tu zdaj smo imeli par dni že vrsto, neki celi Kristosov, totih košatih pa z bradami, ko hočejo mleko piti od naših krav. Ene zadnji sveže mleko pil, pa se bolj kuj v gnoj odvrgo. Tako da mleka več ne bomo prodavali, jaz ne vem, kaj si tudi mislijo, kaj da še ki druga policija prije z Vinkotom se zmenim. Vinkota celega z oljem namažem, pa mi bolj da mir, ker je ko novi, ne. Tako da, pa mozolo pa nič nija Vinko ima probleme na hrbtu, ni mogel iti na kopališče, zdaj kar ga z oljem mažemo, je ko novi. Gre s pendrekom, kot da je 16 let star po vasi, res. Tako da ni, za vse je to. Pa pravite živino tudi krmite oziroma mažete? Pa ne, živino mi bolj s tem, se pravim, kravam dajemo živo travo za jesti včasih, ko so lačne, pa ko gledajo tako, da se jim pogled zbistri. Svinja mažemo tace, pa to, če ki nerodno stopijo, zadnje cajte smo vime začeli krava mazati, tote, kaj se fejs dojijo, da gre mleko lepo vun, gladko. Zdaj pa problemi so že tak in tak pri nas, jaz ne bi priporočil to široke neke. Ker dekla naša, ko je videla, kako doji, ko zraven gleda, videla, kako gre mleko lepo gladko vun, se sama tudi začela z oljem mazati, pa pretiravala. Ker sem je lepo rekel, zinka po malem, ne se polivati z oljem. Vsega je dovolj, nisem ti favš, samo po malem. Sva tako dolgo se mazala, zdaj ima taki knofi stojijo, ne more majc nositi. Zdaj pa hoda v polovro, celo poletje pa švicala. Rebica. Aha, ja, gospod Krašič, zanimivo, uboga zinka, torej mislite kaj razširiti v bistvu svojo proizvodnjo, prodaja tudi in tako naprej? Ne, bog ne daj, res, to mislimo samo tu med, ker te bojo začeli praviti, Krašiči so drogeranti, pa ne vem kaj, se veste, kako začnete to nekaj. Jaz to ne delam reklame, vam povem res, ne. Jaz sem dal samo tu prvim sosedom, ko so ga že prvi dan posrali. Zakaj je olje, sem rekel, ja, belo olje, tudi konoplje za solato, tudi so si solato skup naredili, jaz vam rečem, hlapec je igral harmoniko in 7 ur. To so tako delali, kot da bo jutri kraj sveta. Se neko več jim nič ne dam. Pol si je sosedova Marica tudi ima probleme. To mi je že sosed pravo, Helmut. Je rekel, čuj, Marica več nič ne čuti. Se neko, kaj ne čuti? Ja, ne čuti. Jaz sem gor, grem spležem, migam pa nič. Ona lahko zraven knjigo čita. Se neko, Helmut, kaj je s tabo, kaj narobe? Rekel, kaj si nor, veš, imam zdravo žilo. Se neko, ja, teba je treba nič, Marica, ne si malo pokapa z oljem. Ja, sva, Joža, ko je Marica spala, je lepo gor dvignil deko, pa je sva olje tak vliv, kot da bate maže. Zdaj pa čuješ vsako soboto vjutro. Stara mi pravi, čuj, pri krajncih že šnicle tučejo. Jaz pa ne, sme moji baj povedati obila, me pa si mislim, kaj šnicle. Marica si jo rahla, veš, kako ima trdo, to si mislim, pa nič ne rečem. Tak da,
Konoplja je zdrava, samo pamet v roke. Dame in gospodje, to je bila še ena resnica. Reporter Milan se mi je bil nasledil. V petek se spet slišimo, do takrat pa ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.